Danes bo en tak malo drugačen vlog. Svet je zajela en obsesija z droni. Zgleda, da jih je poln cel net. Praktično vsak vloger ima svojega drona. In ja, valjda, tudi Jan si je nabavil drona. Zdi se, da saj v Sloveniji so droni pametnejši od zakonodajalcev. Namreč, ja, postajajo vedno manjši in s tem iščejo luknje v zakonu. Pojmo pogledati, kaj prav slovenska zakonodaja in kaj pravzaprav lahko brez dovoljenj leti po slovenskem zraku. Vmes pa še malo na morje s familijo, pa malo bomo valjda tudi leteli z dronom. Zdaj pa moja čarobna špica, pol pa akcija. Are you listening? You crazy mother. Droni so na nek način postali vsakdan vlogerjev. Tako lažje pokaže z ptičje perspektive, kje so, kam so šli, kaj se jim dogaja. Dejstvo je pa, da so stvari iz zraka lepše. Dejstvo je, da gre tehnologije tako hitro naprej, da ja, so droni pametnejši od njihovih aviatorjev, torej vlogerjev. Zdaj pa, odkadar se jaz spomnim, sem vedno sanjal o letenju. Bil sem na razne viralne letalske videoposnetke. Aviacija ali pa biti aviator je bil tako vedno nekje globoko v meni tisto, kar si čisto res ful želim. So you're the one. Yes, ma'am. Zato, odkar so se droni pojavili, v bistvu bilo samo vprašanje časa, da bom jaz kupil drona. Vse dokler se avgusta 2016 ni pojavila odredba o brezpilotnih zrakoplovih, uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. In ta uredba je v meni ubila popolnoma vsako željo do tega, da bi bil kdaj lastnik drona. Ker sem prebral vse, kaj bi mogel paziti, pa vse, ki ne bi smel leteti, sem rekel, vse sploh ne smem nekjer leteti razen na pašno grupo ovc. In ta uredba je praktično čez noč prezemljila tako večino letečih naprav nad slovenskim nebom. Zato sem nek način čakal oziroma vedel, pričakoval, da bodo droni postali tako majhni, pa na koncu dneva tako pametni, da bodo obšli to zakonodajo, ne? In seveda nam, nekim hobi letalcem oziroma tistim, ki bi radi mogoče zajeli za kakšen vlog, kak urban moment, ne, se jim omogočili snemanje. Predvsem sem pa želel, da bodo droni hkrati tako pametni, da ne bodo leteli, če ne bodo tehnično izpravni, namreč da bodo bolj pametni od mene. Nam tako pol pride leto 2018 in DJI predstavil Mavic Air, to je tale napravca, ki tehta pod pol kilograma in pazi zdaj, namreč teža, pri kateri ta zadeva ne zapade pod uredbo o sistemih sistemov brezpilotnih letal, ne? Na ta način zelo zaobide v bistvu vse zakonodajne luknje in da na razpolago igračko. In valjda Jan si to igračko kup. Ampak jaz še vedno nisem vedel, če čisto vse res, ne? Začnem obračati internet, ful obrnem enih pageov, ful vidim različnih mem, ful enih debat na forumih, ne? Jan ne bi bil Jan, če ne bi poklical Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije in gospoda Samota Hribarja vprašal, to je gospod, ki je zadolžen za te stvari, kaj si čisto res o tem misli. Ampak pojmo pogledati, kaj je rekel gospod. Kličemo. 5 poskusov. Hvala. Dobar dan, Jan, Macarol pri telefonu iz City Magazina kličem. Na trgu je precej teh Sparkov, pa Aerov, pa tako naprej. Te pol ne zapadejo po to odredbo, ali? Ne zapadejo, dokler pač se dela znotraj pravil modelarstva, ne? To pomeni, da ni nobene komerciale, ne? Jaz sem lahko samo modro tih, ne? Tako. Dejstvo številka 1. Torej, droni po 500 gramov ne zapadejo pod uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, ker so enostavno prelahki. Dejstvo številka 2. Z njimi se ne sme upravljati gospodarska dejavnost. Itak se ne. Tako da ja. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nobody can stop me now. DJI Mavic Air. Po vsej verjetnosti najbolj smart v zraku v ta hip. Lahko povem samo 3 stvari, ki so ključne. Prva, teža, 430 gramov. S to težo ne zapade pod odredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Končno sem prav povedal. Number 2. Snema 4K, kar pomeni, da snema zelo blizu kakovosti, ki je ponudil Mavic Pro. In tretja stvar, zadeva je ful pametna, kar pomeni, da je tudi varna.
pa na baterijo drži tam približno 20 minut v zraku. V bistvu za prve flighte s tem svojim dronom sem v poklicu človeka, ki ga poznam, pa ki vem, da ima dovoljenje za upravljanje z droni. Zdaj boste rekli, ja, ful si pusi, ne, ampak da ti nekomu polkilsko zadevo vržeš v glavo, ne, sem lahko tudi žogo brcneš v glavo, ne, ampak žoga je okrogla, pa z mehkega usta. Da mu nekaj s propelerji v glavo zaletiš, človeka pa se vrednosti ubiješ. In ker sem malo paranoiden, ne, še vedno trdim, da letenje teh dronov absolutno ni varna reč. Če ne veš, kaj počneš, če si nisi prebral pravil, ali pa če ti nekdo zelo dobro ni pokazal, preberite si zakonodajo, res temeljito si preberite. Ni tako simpel, kot izgleda na prvič. Morate poznati pravila letenja z droni. Morate iti čez tistih 12 točk, ki jih boste najdeli na tej domeni, ki je tukaj spodaj, dronebottom.es, in tam boste zvedeli veliko stvari. Če upravljate gospodarsko dejavnost, pol ne morate nič narediti. Porabite skoraj spit za letalo. Čisto zares. Zdaj pa da ne bo samo v dronih, pa v pizdarijah v zraku, pa pojmo še na vikend z mojimi. Namreč ta vikend smo se mi ful dober. Vedno, kadar rata toplo, naša družina namreč začuti tole.